nadaljujemo s predstavitvami programa Strokovnega sveta Slovenske demokratske stranke. Tokrat program predstavlja dr. Vasko Simoniti in sicer z področja kulture. Vasko, prosim. Torej, najlepša hvala. Jaz upam, da ne bom predolg. Malo sem si seveda skiciral in nekako skušal narediti podlago, s katero bom predstavil, kakšna je nekaj približno ocena stanja in pa seveda kaj predlagamo oziroma kaj narediti, kakšen ne bi bil program, ki bi ga mi zagovarjali. Vsekakor mislim, da bi bilo potrebno vendarle od velikih besed, ki jih slišimo, stalno o nekih reformah, stalno o nekih približnostih, in ko se poglobiš in bereš recimo časnike, ne, pa ne mislim tukaj biti kritično, ampak vem, da gre za taka sporočila, se govori o reformah, o kulturnega modela, ne vem kaj, ampak nikoli se ne napiše natančno, kakšne spremembe pa so tiste, ki bi bile. Vemo, da gre za več konceptov sicer, za koncept, ki prihaja iz nevladnih organizacij in za koncept, ki prihaja pravzaprav iz okolja, ki ga predstavlja, da poenostavim, torej bivši direktor Cankarjevega doma, gospod Rotovnik, na drugi strani pa recimo nevladnike, predstavlja recimo sodelavc ministrstva, včasih zdaj direktor Kina Šiške, recimo, ki uspešno vodi tisto Kino Šiško, to je gospod Kardum. In tukaj več kot toliko pa ne vemo, kaj so pa te spremembe velike. No, jaz mislim, da če že govorimo o kulturi in recimo to, kar bi moralo delati Ministrstvo za kulturo, da bi morali pravzaprav vendarle predstaviti veliko bolj operativni program, tisto, kar se naj bi naredilo, ali tisto, čemer naj bi vzeli v roke najprej, bi človek rekel, in seveda se temu posvetili, da bi prišli čim prej do nekega operativnega načrta. Ministrstvo za kulturo je vendarle institucija, bi človek rekel, ki mora skrbeti, da operativno teče življenje v kulturi, torej nemoteno in vsekakor ustvarjalno. Zato potrebujemo seveda pravno stabilno državo, dejavno državno ureditev z seveda visoko kvalitetnim ali vitalnim gospodarstvom in seveda zato potrebujemo svobodo misli in besede, ki omogoča pravzaprav nek sijaj države in omogočajo s tem, torej pravna stabilnost, dejavna državna ureditev, vitalno gospodarstvo, svoboda misli in besede, to omogoča seveda sprostitev ali pa tiste podlage, ki omogočajo sprostitev kreativne, ustvarjalne sile na vseh področjih življenja. Seveda nas zanima predvsem kulture. Če tega seveda ni, se dogaja tudi v kulturi, da lovimo pravzaprav nekaj znanega, da uveljavljamo, torej uveljavljenega in seveda tudi preizkušenega. Če tega ni, se največkrat, torej na vseh področjih, v našem primeru pa kulturi, dogaja, da je nekako en osrednji tok umetniških praks na ravni posnemanja, človek rekel, morda počasih tudi nadgrajevanja z lokalnimi posebnostmi, tukaj, če sem malo ciničen v tem smislu, da recimo nekega bivšega ministra, to je to nadgrajevanje bivšega ministra v neki gledališki predstavi javno obešajo, ali pa kaj takega, kot naj bi bil to umetniški presežek. Predvsem pa ob tem posnemanju, nadgrajevanjem umanjka, bi človek rekel, prava ustvarjalnost, prava kreacija. Torej, pot, ki poteka ponavadi, latinsko se reče, torej preko imitacije, inovacije do kreacije, je največkrat pravzaprav zadušena v tisti zadnji fazi. In to se dogaja, torej, jaz mislim seveda, v zadnjih letih na področju kulture. Kultura je namreč temelj nacionalne zavesti, kot vemo, istovetnosti, da ne ponavljam, in zato mora država ji posvečati posebno pozornost. In
To smo si mi zapisali, če gre zdaj malo nazaj, ne, v to oceno stanja, to smo si mi napisali takrat, ko smo imeli 4-letno vlado, edino v zadnjih 25 letih, torej od leta 2004-2008 smo si to zapisali seveda tudi za kulturo in imeli za podlago nacionalni program za kulturo. Vi veste, da se zdaj ta nacionalni program tudi nekako skuša problematizirati. Sam se držim, torej sem mnenja, da je treba nacionalni program za kulturo imeti v taki ali podobni formi, kot danes obstaja, ker omogoča, da iz njega pravzaprav lahko marsikaj kreativnega izpeljemo. No, to se po letu 2008 seveda, ta usmeritev, ki smo jo zastavili 2004-2008, ni nadaljevala, v določeni meri, v tolikšni meri, da se je zaključil nek investicijski ciklus, ki smo ga mi začeli, sicer pa je država pravzaprav na deklarativni ravni posvečala posebno pozornost kulturi, dejansko pa je umanjkala prava spodbuda po letu 2008 kulturi. Eden od takih pokazateljev, ki je danes zelo aktualen, recimo, ki to potrjuje, da se je začelo občutno torej slabšati stanje na področju kulture, eden od takih pokazateljev je recimo položaj samozaposlenih. Vi veste, da od okoli 2000 ustvarjalcev jih prejema 1400 bonitete Ministrstva za kulturo, to je, da jim plačujejo vse prispevke socialne, in to je bilo leta 2000. Plačevali so 1400 tim, bi človek rekel, te bonitete. No, leta 2016 se je to število samozaposlenih v kulturi upisalo v razvid okoli 2600 ljudi, plačevanje neposrednih bonitet s strani ministrstva pa uživa sedaj 1800 ljudi. Torej, procentualno je približno isti odstotek ljudi, ki v odnosu 2000-1400, torej upisanih, pa sedaj 2600 in plačujejo torej 1800. Vendar se je procentualno gre približno za 70% razmerja med tistim, ki so upisani in tisti, ki jih plačujejo. Vendar se je število od 1400 do 1800 povečalo. Torej, povečalo se je za 400, kar je pa seveda realno kaže na to, da se je stanje v kulturi pravzaprav na tem področju močno, bi človek rekel, poslabšalo. S takšnim podpiranjem, pravzaprav, da se vedno več ljudi, samozaposlenih, upiše in se jim plačuje s strani Ministrstva za kulturo te socialne bonitete, s takšnim podpiranjem se dejansko v resnici ne omogoča rasti in razvoja kulture, ampak se spreminja Ministrstvo za kulturo v večji meri kot kdajkoli prej v socialno ustanovo. Problem se pravzaprav poglablja, vedno več ljudi je potisnjeno v vse večje siromaštvo in ustvarjamo nekakšne državne reveže. V resnici, državne reveže v kulturi. To se je dogajalo zdaj ne samo s tem, da se povečuje to število, ki Ministrstvo za kulturo povečuje prispevke. To se ne dogaja samo na tem področju, recimo, jaz mislim, to poniževanje. To ni boniteta v resnici, ki bi omogočala kreativnost. To je socialni mehanizem, ampak to ni primarna naloga Ministrstva za kulturo. In drug tak moment je bil recimo pred leti upeljan institut tako imenovane kulturne žepnine, ki so nekateri kulturniki dobili kulturno žepnino, ne vem, nekaj 100 evrov, ali pa še manj, za vsak mesec. To je v bistvu stigmatiziranje kulturnikov.
ne pa pomoč, bi človek rekel, v pravem pomenu beseda. Rešitev bi morala biti na drugačen način. No in o tem bom potem še povedal, kako si predstavljam rešitev samozaposlenih v kulturi, ki je največjih problemov ali pa najbolj vpijočih problemov. Drug tak pokazatelj, ki kaže, da je v zadnjih letih prišlo do slabšanja položaja kulture, pa je seveda neposredno finančni. To je, da so se močno zmanjšala proračunska sredstva in s tem so začeli vplivati tudi na to, da se je število zaposlenih v nekaterih dejavnostih torej močno začelo zmanjševati na področju kulture. Recimo v muzealstvu, recimo v filmu. Vi rabite filmske ekipe, ki so stalno, človek rekel, na voljo pri filmih. Tukaj so začeli odpuščati ljudi in jih potisnili v eno totalno odvisnost in revščino, če hočete. No, kaj ti? Leta 2008, recimo, ko je bila pred 8 leti, ko je bila konec naše vlade, je bilo za kulturo namenjeno 178 milijonov, letos, ali pa za drugo leto 2017, je pa 148 milijonov. Torej gre za 30 milijonov manj denarja. Tam se govori še nekaj, zdaj v detajle se sami lahko preverite, da naj bi dobili še 9 milijonov evrov iz evropskih sredstev, ampak za to ni nikakršne garancije, ker je treba narediti seveda celo vrsto nekih stvari in se do danes ta evropska sredstva nikoli niso v polni meri izkoristila. Torej, razmerje 2008-2017 je 30 milijonov za področju kulture. V letu 2008 je predstavljal proračun 2,1 ali 2,10 državnega proračuna, v letu 2017 pa predstavlja torej za kulturo 1,63% državnega proračuna. Torej, poglejte, zmanjšanje teh sredstev ob tem, da je v letošnjem letu oziroma za drugo leto proračun, državni proračun, približno 9 milijard, zaokrožujem, za 8 milijard 900 milijonov, nekaj takega. To je proračun za 2017, ki je višji, nekoliko višji od tistega proračuna, ki je bil pred 10 leti. Nekoliko višji, ampak za kulturo pa dajejo manj, kot smo dali pred 10 leti. Kar je po mojem dodaten pokazatelj nekak vseenost ali pa odnosa, nekakšen vseenostni odnos do seveda kulture. V 10 letih, 10 let je minilo in ni nobene, torej je za 30 milijonov manj denarja. V 10 letih se ni popravilo. Ja, za božjo voljo, to pa res verjetno ni spodbudno. No, in v zvezi s tem, seveda, to smo našteli samo nekaj dejavnikov v ilustracijo, bi bilo treba pogledati, kaj pa se predlagamo mi, kakšen je bil program za kulturo v naslednjem obdobju, bi človek rekel, ali pa v naslednjem letu, recimo, če bi prišlo do spremembe na oblasti. Torej, predvsem bi se moral z gesto, bi človek rekel, in z določenim pogumom, delež za kulturo povečati in doseči izhodično stanje najmanj iz leta 2008. To bi dalo tisto podlago za spodbudo za umetniško in kreativno, torej za umetniško kreativno rast. V izvajanju te kulturne politike bi sledili mi, torej še naprej, nacionalnemu programu za kulturo. Eni pravijo, zdaj minister sem videl nekje, da bi mogel biti bolj operativni in tako naprej. Ne, operativni minister, razumete, ministerstvo, ko si na oblasti, ti si operativni. Nacionalni program je pa čudovita, bi človek rekel, osnova, ki kaže dejansko, kaj je tisto, kar je vitalno za kulturo, kaj se ne sme ničesar opustiti, lahko se pa znotraj, glede na to, da je kultura dinamična stvar, pravzaprav daje enim večji podporo ali pa večji poudarek, drugim pa drugačno. To je odvisno seveda od ministra. Vendar pa je izhodišče ta nacionalni program za kulturo, ki mora biti širok in mora afirmativno potrjevati tisto nacionalno bit, tisto, kar je za nacionalno bit pomembno. Torej,
kaj bi znotraj tega, poleg tega, kar sem povedal, bilo potrebno? Potrebno bo močneje povezati v slovenski kulturni prostor in krepiti kulturno identiteto pokrajin z narečji vred. Tu bi moralo biti poudarjeno sodelovanje v vsej vertikali, od ljudske, torej ljubiteljske kulture, do profesionalne, kot tudi neinstitucionalne kulture. Zakaj gre? Tukaj bi morali prihajati pobude iz matice, torej iz jedra slovenske države, če hočete z Ministrstva za kulturo, torej iz jedra države, ki bi moralo seveda tem pobudam nuditi tudi večjo materialno zaledje, hkrati pa s tem omogočiti, da se ta nacionalni kulturni prostor tesneje poveže. To, če boste hoteli, kasneje še bo razložil, kako si predstavlja. Vse nekje nastavki so. Samo danes, ko se spomnite v slovenščini, ki se je toliko govorilo, o slovenskem jeziku, o opuščanju na univerzi, da bi prišlo do teh predavanj in tako naprej. Včeraj je bila, se mi zdi, ena tiskovna konferenca, nekaj v parlamentu. Državno svetovno. Ja, državno, ne vem, kako je zvenela, ampak poznam pa avtorje in približno vem, kako je bilo. Torej, si predstavljam, kako je bilo. Torej, dosti je bilo v tem napisano, država je odstopila od tega koncepta, vendar se je potegnila nazaj. No, in v tem kontekstu je treba ta nacionalni slovenski kulturni prostor vendarle krepiti, znotraj tega posvetiti še večjo pozornost slovenski leposlovni, strokovni in znanstveni knjigi, torej v humanistiki v celoti, da tako rečem, in seveda tudi njihovim avtorjem. Moj koncept je vedno bil ne veliko, ampak torej malo pa tisto kvalitetno. Torej, avtorjem je treba dati absolutno prednost. Avtorjem morate dati absolutno prednost, ker pri nas prihaja do disproporcev, bi človek rekel, tistih, ki jih je Prešern v Glosi napisal, zdaj 3. december je bil, ne vem, veseli dan, kako, v Glosi napiše, lani slepar starino še prodajal, nosil škatle, meril platno, trak na vatle, letos kupi si graščino. In zdaj, če pogledate nekatere, te tajkune, bomo rekli, je dejansko tako, in pri nas je strahoten disproporc, Imamo tudi neke ministre, kar po 900.000 dobijo od nekih čudnih firm, ne vem kaj, pa se s kojni ukvarjajo. Razumete? To ne gre. To je elementarna nepoštenost, bi človek rekel. To ne gre. In tukaj je treba varovalko, da tudi na Ministrstvu za kulturo ali pa z vlado dobi to podporo, da se te stvari nekako uravnajo in se jih poimenuje s pravim imenom, za Božjo voljo. In slovenski jezik je seveda logično pomemben. Tukaj bi, če bo koga zanimali, seveda so razlike recimo na Danskem in tako naprej. Ampak, gledajte, mi še sami toliko govorimo o slovenskem jeziku. Poglejte, zdaj pustimo televizije tiste privatne recimo in tako naprej, ampak RTV Slovenija. Vi imate celo vrsto oddaj, ki imajo tuje naslove. Razumete ime? Ne vem, oddaj, kakšna slovenščina je to? Intervju, turbulenca, aritmija, platforma, profil, panoptikum, kinofokus, studio city, argument. Ja, za Božjo voljo, kje pa živimo? Nesposobneži mislijo, da je lepše in boljše, če se sliši, če je v tujem jeziku neko poimenovanje. Poglejte v Avstriji, če si to dovolijo. Poglejte na Danskem. Razumete? To so narod, to ne gre tako, Govorimo o slovenskem jeziku, na drugi strani pa na osrednji javni televiziji, ostale me ne zanimajo, bi človek rekel, so privatne, kaj moramo, Torej, pa še tam včasih veliko bolj skrbijo. Torej, tukaj je treba dati tem, torej enotnemu slovenskemu prostoru in slovenskemu jeziku večjo poudarek. Zato je odgovorno tudi Ministrstvo za kulturo, ima posebne službe za to. Druga stvar, kot smo rekli že v knjigi, ki najbolj odraža to našo nacionalno bit prek jezika, vi veste, ko smo bili na ministrstvu, so nas torej do smrti nekako kritizirali, da bi morali, ne vem, nulto stopno kulture, to, kar si je za knjigo zagotoviti, to, kar si je edina Anglija zagotovila, pa še ena Finska, mogoče, ne vem. Ampak v teh pogajanjih mi smo to zamudili, ampak zvišujemo pa davek za knjigo. Torej, na 5% bi bil program, torej želja, da se vrne na tisto izhodiščno točko, ki je v Evropi dovoljeno. To je 5% obdavčenje. Tukaj gre ne za velik denar, ampak gre za simbolno gesto, ki je pomembna.
Tretja stvar, pravzaprav varstvo in ohranjanje kulturne dediščine je izvirna naloga države, ker praviloma le država lahko zagotovi torej, učinkovito usmerjanje razvoja, ne, ki spoštuje dediščinske vrednote in kreativno bi to nagradili. Ministrstvo, ugotavljamo, danes ni primerno organizirano in bi moralo seveda se nekako modernizirati. A ne? Varstvena politika je bila načelno ali pa je načelno vključena v vse torej, strateške dokumente države, to je res. Vendar dejansko izvedbo njenih nalog v zadnjih letih ni bila možna, ker se sredstva torej zmanjkala tudi za 40 do 50% so se zmanjšala. Ne? Primerjava leta 2004-2008, jaz te primerjave dajem ne zaradi tega, seveda malo, tudi če sem nečimer, ne? Recimo ne, z neko vlado, v kateri sem sam bil, ampak vendarle hočem poudariti 10 let razlike. Razumete, v 10 letih je regresija, ne pa progresija v tem smislu, ali pa saj vzdrževanje nekega stanja. Ne? Ampak je 10 let minilo, pa tola se to otrok že v šolo začne hoditi, ne? Že v 3. razred, pa 10 se mi zdi. Ne? Torej, za kulturno dediščino 2004-2008 tudi mi smo dajali nekaj sredstev, smo zmanjšali od 6 milijonov recimo na 5-600. Ne, recimo zdaj, ne. Ampak v letu 2014-2017 so se sredstva zmanjšala pa na 1,5 milijona pa, ali pa do 2,5 milijona sredstv. Torej, za več kot 50% je manj denarja za kulturno dediščino, ki dejansko seveda je najbolj prizadeta in usiha. Ampak znotraj tega bi pa vendarle treba modernizirati kulturno dediščino, toliko se že spoznam ali spomnim ali pa imam stikov, ne, da bi dejansko te projekte izpeljali od začetka do konca na način, bi človek rekel, ki bi dobil tudi svojo funkcijo in svojo perspektivo, bi človek rekel. Ne. Bi upozoril, v zadnjem letu je nekdanja uslužbenka Ministrstva za kulturo, danes je na ZRC SAZU, to je Barbara Vodopivec, napisala čudovito doktorsko disertacijo, ali pa zelo dobro doktorsko disertacijo, kako obnavljati kulturno dediščino. Tam dobite noten blazno modern film model, lahko je diskutabel, ne rečem, lahko je, ne, ampak izhodišče, tisto, kar ponuja Barbara Breziger, Barbara Vodopivec v svoji disertaciji, obranila jo je torej, gradbeni univerzi, ker povezuje torej, zgodovino, ne, zgodovinski moment, gradbeni dokument, torej gradbeno komponento, ne, in seveda to kulturno-varstveno povezuje in dejansko predlaga, kako obnavljati in na kakšen način. Mislim, da je boljše, kot se je do zdaj delalo in tako naprej. Torej, kulturni dediščini več denarja, bolj odgovorno in za neko modernizacijo. Ob tem bi bilo potreba postaviti medresorsko koordinacijsko telo med posameznimi ministrstvi, ki so tudi tukaj blizu, Ministrstvo za okolje, recimo in tako naprej, ne, ki, o tem se je veliko govorilo že tudi 10 let nazaj, ampak koordinacijsko telo ni težko ustanoviti, ampak dejavno mora biti, ne, operativno, torej ne na deklarativni ravni, ampak bi moral izvajati politiko, ne, ki bi konkretno materialne odgovornosti, bi šlo rekel, pri izvedbi izpeljal. Mislim, da se to da. Mislim, da je treba biti, torej saj mi smo bili skušali, ali pa ne, biti operativen. Ti moraš speljati, kljub kritikam, bi šlo rekel, ne veliko govoriti, samo reforme, kako dol, jaz ne vem. Dobro, druga stvar, ki bi morda sodila, ne, mi smo o tem že razmišljali, recimo tudi zdaj, v zadnjem času, ne, torej premisliti, ne, to ne pomeni, da bomo to, ampak res premisliti, ne, torej na 2 mesecih se da speljati prej, ne, se organizira, in na 2 mesecih prideš do stališča. Torej premisliti možnost priključitve turizma v resor kulture in intenzivirati sodelovanje med ponudniki kulturnih in turističnih storitev. Kulturni turizem bi moral postati, glede na sedanjo premajhno izrabo kulturnih in naravnih potencialov, pomembna gospodarska panoga. To se ne vidi samo v tem, ne, v tej
logično to, tudi Ministrstvo za okolje, mi imamo blazno lepo pokrajino, Soško dolino, ne vem, Haloze, kjer hočete. Konec koncev Ljubljana se revitalizira, je treba priznati, a ne, to je veliko turistov. Ampak gre tudi za to, ne, hkrati, ko se povezuje neko dediščino z nekim vsakdanjim življenjem in utripom, hkrati pa recimo na festivalski politiki, ne. Tukaj je treba, tukaj prihaja pravzaprav do neke sinergije turizma in festivalov. Dobro. Drugič, torej, ali pa znotraj tega kulturno dediščinskega kompleksa bi bilo potrebno pravzaprav razmisliti tudi o združitvi nacionalnih muzejev po zgledu Avstrije, Češke in Madžarske. Torej, tu mislim predvsem združitvi nacionalnih muzejev, nacionalk. Kaj se je dogajalo in se še dogaja? Razraščanje slovenskih muzejev poteka ali pa je potekalo v smeri razraščanja in ustanavljanja novih muzejev in to na račun nacionalnih muzejev, Narodni muzej recimo, Prirodoslovni muzej in podobno. Tukaj so želeli vsi ti lokalni muzeji, lokalni ali pa pokrajinski, dobiti enak status kot nacionalni. Razumete? In s tem vi pršite enostavno moč. Lokalni muzeji morajo ostati v izključni pristojnosti lokalnih skupnosti ali regionalnih, državno nacionalko moramo pa število, človek rekel, res napolniti z nacionalnimi pomembnimi institucijami muzeji, ker tam je tudi stroka najbolj doma, in je treba, ker imajo tudi raziskovalno funkcijo, ne samo razstave postavljati, božjo voljo, ampak in jih seveda med seboj skušati bolje strokovno, znanstveno, če hočete, in v razstavnem smislu, v postavljanju velikih, pomembnih, afirmativnih, bi človek rekel, projektov, seveda bolje podpreti. No, v četrti točki bi bilo potrebno končno ne samo obljubljati, to sem že jaz poskušal, nekaj smo dobili tam, da se potem 0,5% še danes obstaja, nekaj lahko namenjate nekim organizacijam in tako naprej. Ne, potrebno bi bilo, in to imamo neko določeno soglasje znotraj našega strokovnega sveta, pravzaprav uvesti davčne olajšave za mecene, donatorje in sponzorje. In to znatne v tem smislu tiste, ki bi vlagali v kulturo, ker je ta stimulativna davčna politika povsod po svetu vendarle v nekem kulturnem razcvetu. Treba je biti pozoren do mecenov, to sem skušal biti jaz, verjetno tudi drugi ministri, absolutno, ne dvomim. In pozornost je treba usmeriti seveda tudi pri tem v gospodarstvu, da prepozna, tukaj pa zdaj tako, da prepozna soodvisnost, bi človek rekel, več kulture, boljše gospodarstvo, več gospodarstva, boljša kultura, jasno. Petič, zdaj pa pridemo do tistega, do celostne rešitve samozaposlenih v kulturi. Vsi dosedanji poskusi niso dali zadovoljivih izrazov. Mislim, da tudi v zadnjem času še vedno imamo turbulence, da rečem, torej nezadovoljstva in tako naprej. Vse rešitve niso dale rezultatov, gredo pa seveda v smeri, kot sem že prej rekel, v smeri nezmernega povečevanja števila samozaposlenih, hkrati pa potiskanja teh samozaposlenih na družbeni rob. Dosedanji ukrepi gredo v smeri, torej, kot sem rekel prej, stigmatizacije določenih ustvarjalcev, ustvarjanju nekakšnih državnih revežev v kulturi. In tu je sedaj potrebno narediti en nov koncept, torej potegniti najmodrejše, bi človek rekel, med prizadetimi, bi človek rekel, temi samozaposlenimi. In morda po nekem vzoru, ne popolnoma, zlasti Francijo smo se zgledovali, pravzaprav oblikovati to nov zakon o samozaposlenih, izdvojiti jih iz zakona o izvajanju javnega interesa v kulturi, torej iz ZUIK-a, in pripraviti poseben zakon za samozaposlene, ki bi to urejal tako, da se bo status samozaposlenih uskladil z direktivo o storitvah. Ključna rešitev tega vprašanja bo, če bi bil zakon sprejet, ki bi omogočil samozaposlenim ustanovitev zadruge
ki jo bi v določenem deležu seveda sofinancirala država. Državno sofinanciranje bo namenjeno zavarovanju članov zadruge za čas brezposelnosti. Naloga zadruge bo seveda med drugim izoblikovanje kriterijev za pridobitev statusa v samozaposlenih v kulturi. Ti kriteriji so že sicer, vendar smatramo, da so kriteriji za pridobitev statusa presplošni, dopuščajo preveč interpretacij in posledica te ohlapnosti je vrsta nedoslednosti in pogosto poljubnosti pri pridobitvi statusa. Med naloge zadruge bi seveda sodili tudi posredovanje med samozaposlenimi kot ponudniki storitev in pa kupci storitev. Delo samozaposlenih bi bilo deležno posebnih olajšav, hkrati pa bi v zadrugi določili po posameznih poklicnih dejavnosti, torej svojo lastno vrednost. Nekatere skupine, recimo prevajalci, ko mogoče sodijo v to ali pa manj, vendarle imajo en tarif. Torej, danes bi morali te, ki se ukvarjajo z umetniškimi poklicami, imeti dejansko svojo ceno, svoj tarifnik. Oni so izkoriščeni kot služni. Razumete? Pretirano. Torej, zadruga bi postavila, bi šlo rekel, z delom administracije, ki bi jo morala država dati in jo nuditi, torej, bi postavila samozaposlene kot pravni subjekt. Torej, kot tiste, ki diktirajo vis-a-vis, bi šlo rekel, delodajalcev tudi določeno samozavest in da ni kar tako prekarnost, enega za 2 ure vzamemo, pa mu damo 5 evrov na uro, pa enemu 7. Ne, oni morajo imeti pozicijo, ki je trdna seveda, ki trdno stojijo na svojih nogah. Torej, samozaposleni bi preko zadruge nastopali kot pravni subjekt. To mislim, da bi šlo skozi. Res je nekaj, če smo malo odkriti, da je teh samozaposlenih zdaj preveč. Pri nas je ta prostor, bi to morda pokril za dostnem številu 500 ljudi. Zdaj pa, ampak, glejte, če je nekdo 3-4 leta nezaposlen, morda je pa vsem boljše, da se javi pravzaprav na Zavod za zaposlovanje, kot pa, da se, zdaj to vem, da je malo provokativno, ampak vendarle bi pa eno jedro, ki ima umetniški potencial in tako naprej, dejansko začel živeti bolje in ne bi imel občutka odrinjenosti ali stigme, ampak bi bil sokreator dejansko tega in primerno, seveda, v zadostni količini, torej plačan, torej bi imel materialna sredstva za svoje, seveda, življenje. To je treba, seveda, razmisliti, videti in, seveda, izpeljati. Šestič, štipendije in rezidenčne udeležbe za ustvarjalce v kulturi pomenijo, do zdaj so se pokazale, za eno najbolj uspešnih neposrednih podpor in ker zagotavljajo primerno delo za sodelovanje doma in v tujini in tako naprej, to sami veste verjetno boljše. Bistvena pridobitev štipendij, pa tudi razstavnin, za slikarje, razstavnine, so pomembne pri urejanju položaja teh ustvarjalcev in omogočajo njihovo neodvisnost in seveda tudi mobilnost. Ob verjetni boljši ureditvi položaja samozaposlenih, če bi zakon sprejeli, bi ostalo seveda nekje več denarja za kreativno nagrajevanje. Torej, lahko bi povečali število tistih, ki bi lahko dobili seveda te dodatne štipendije in rezidenčne štipendije ali pa rezidenčne udeležbe. Sedmič, o popolni, torej, zdaj pridemo pa na medije, strokovni zmedi, ki vlada na Ministrstvu za kulturo danes v zvezi z medijsko politiko. Jaz ne vem, če nisem prepričan, da je potrebno radikalno spremeniti zakon o medijih, ampak je potrebno, da ta vlada odide, bi človek rekel, zdaj, če ga dobro rečem, in potem dejansko preveriti, dejansko v primerjavi z Evropo o medijskih zadevah. Do zdaj se je izkazala ta medijska politika za popolno zmedo, to kaže predvsem na eni strani ta nesreča z glasbenimi kvotami, kot veste,
in ki so pretirane, kvote morajo biti, absolutno, ker država je majhna in Slovenija mora podpirati te, ampak te kvote smo mi uvajali, ne? Torej ne vem, koliko so bile procentne, ampak so bile zadostne. Te so prevelike in dušijo ustvarjalnost. To je lobistična zadeva. Torej, druga stvar je pa medijska strategija, ne, ki je bila predstavljena, moram pa reči, da mi ni treba posebej v njej govoriti, ker so jo zasmehovali dobesedno vsi, tudi novinarski kolegi in vsi so pisali o tem. Nisem našel članka pozitivnega, poleg tega, da so člani komisije, ki so bili v tej, ne, ki so sodelovali pri medijski strategiji, sami odstopali od tega članstva. Torej, pri tem lahko sedaj nedvomno ugotovimo, da je medijski prostor v naši državi glede na pluralna demokratična merila vendar se zatesnjen, da so osrednji privatni mediji pristranski in enostranski, ter da je postala povsem nedvoumno jasno, da imajo vsi privatni mediji povsem jasno politično, pristranska in ideološko izključujoči predznak. V letih 2004-2008 je bila medijska svoboda v Sloveniji po lestvicah Reporters Without Borders pa Freedom House višja kot kdajkoli prej po letu 2009. Ne? Če si pogledate, ne? Takrat smo bili mi na vladi, so nas zmerili, da smo imeli podpisnike 571, ne vem, kaj se mi nadu ponavljati. Torej, ne? Ampak medijska svoboda po letu 2005, po teh lestvicah, katere so učitelji nam, bi šlo rekel, je bila po letu 2009, mislim, da do danes, torej, manj je bilo kot takrat, ko so napadali to. Ne? Kar kaže, da je seveda slika na tem področju, bi človek rekel, kar zelo pristranska in seveda slaba. Danes tudi RTV Slovenija, ki je vzdrževana predvsem za prispevki državljanov, postala je tu v dobršni meri pristranska, predvsem pri informativnem programu. Ne? Gre za velikokrat ideološke ekskluzivne prispevke, ne? Ekskluzivne, torej izključujoče v celi vrsti oddaj. Ne? Če omenimo v zadnjem času, bi človek rekel, se je pokazala ta popolna neprofesionalnost, recimo v navijaškem smislu ob ameriških volitvah, ne? Kar je katastrofa pokazala, da so novinarji nevedni za božjo voljo. To je grozno. Ne? Niso držali distance. Ne govorim pri privatnih medijih. Razumete, za mene je privatni medij kar če, on nosi tudi svoje posledice, ne? Ampak pri javni televiziji morajo biti informacije dane v kar se da objektivni smislu in predvsem poročila, katera omogočajo gledalcu, da si sam ustvari sliko. Poročila morajo biti pa čim bolj torej, raznolika, široka in taka, da omogoča človeku, da si sam ustvari svoj pogled, kajti gledalcev vendarle ne smemo podcenjevati, ne jih pa usmerjati. Torej, to se je pokazalo, recimo, ta pristranskost pri ameriških volitvah, to se je pokazalo, ko so napadli torej poskus cenzure ob dokumentarnem filmu o jugoslovanski ljudski armadi, ne, vašega kolega Areha, recimo, ne. To se dogaja ob ignoriranju, bi človek rekel, torej temeljne naloge tretjega programa na RTV Sloveniji, ne, kjer so začeli predvajati tudi jugoslovanske združitvene oddaje, ameriško-jugoslovanske TVN1, če poznate. TVN1, ki imate, že 2 let deluje na področju torej Srbije, Bosne in Hrvaške, to je TVN1, ima 3 programe, 3 velike programe, ki deluje v okviru pravzaprav izredno navijaške tendence, ne, združevanje tega prostora. To so začeli predvajati celo na 3. programu RTV Slovenija, kar je nedopustno. To se ne sme. Lahko bi se eventualno, da se pove, ne, točno naprej, kaj to pomeni, kaj je to, kakšni je background, ne, kakšni so intence, recimo, da že informiramo. Ne morate pa vi spustiti oddaje, kjer govori, ne vem, bivši politiki pa bivši aktivisti o tem, kako se ta prostor mora združevati. To pa ne gre, ne, za božjo voljo.
Včeraj sem gledal na Hrvaškem, pravzaprav je predsednica države otrokom dala čokoladke, majčkene, samo ker so jih srpska tovarna ustanovila, pa je bil cel hudič, ne, pretiran verjetno, ne, neumnost, ne, seveda, ne, ampak poslušajte, govorimo o komparaciji, kaj imate pa vi en program, 2 let traja, ne, poglejte, to je povezano s CNN-om, pa to z nekimi ameriškimi grupami, oni, če spremljate ta položaj, veste kako, kdo Bosno živi, no. To živi Amerika, ne. Recimo, in tukaj so neke določene intence in ta prostor hočejo regionalno združiti, ampak ne morajo nam to dajati za božjo voljo, torej brez informacij. To so te pristranskosti tudi RTV Slovenije, žal. Ne. Torej, pri tem je treba vsekakor biti kritičen in na to opozoriti, ne. Medtem ko privatne televizije, meni vse. Glede investicij, ne, še recimo, torej smatramo v strokovnem svetu za kulturo, da je treba zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe torej obnoviti. To je bil nekdaj zakon o tako imenovanem kulturnem tolarju, ne. Zdaj bi bil to zakon o kulturnem evru, recimo, ne. Torej, gre za to, da določbe iz tega zakona se seveda niso v celoti nikoli uresničevale, ker so občine, ne, ki so bile tudi soudeležene, praviloma niso mogle zagotoviti svojih finančnih obveznosti, ne, velikokrat. Vendar pa učinki tega zakona, ki je omogočal torej gradnjo predvsem infrastrukture kulturne v Sloveniji, pa niso zanemarljivi. V državi se je zgradilo celo vrsto kulturne infrastrukture, ne, na koncu tudi s pomočjo evropskih sredstev. Hkrati je bil narejen nabor predlogov, za katere je veljalo prepričanje, da jih je potrebno, bi človek rekel, uresničiti, ne, da tvorijo tisto polje, tisto zaključeno polje, ki dejansko postavlja kulturo z njeno infrastrukturo na podlago, ki v celi Sloveniji omogoča neko kreativnost in ustvarjalnost. Zato mislim, da je ta zakon bi bilo treba obnoviti, a ne, in seveda poskušati v čim večji meri izpeljevati. Mene kot, torej, kako rekel, če bi bila država, ne, torej postavljena za novo vlado, pa ne, da bi bil jaz kakšen minister, ampak vendarle, mislim, da bi moralo slediti Ministrstvo za kulturo določenim prioritetam nacionalnega pomena in v tem smislu mislim, da je treba med prioritete v prvi vrsti, ne, uveljaviti gradnjo pravzaprav depojev ali pa tistih pomožnih stvari, ki jih rabi, predvsem Arhiv Republike Slovenije. Ne. Arhiv Republike Slovenije je hranilišče vsake države, torej ne, arhivi posameznih držav so hranilišče identitete, jasno, in tukaj je prišlo do nekih zamikov in je treba omogočiti Arhivu Republike Slovenije, da zgradi primerne nove depojske prostore ali pa tiste laboratorijske, eventualno, ki jih potrebuje. Potem prioriteta bi bil Prirodoslovni muzej Slovenije, ne, to je v Ljubljani, ki je pomemben, ne, in dela v nemogočih razmerih, skupaj z seveda Narodnim muzejem Slovenije, te dva bi bilo treba ločiti. Prirodoslovni muzej Slovenije, to so načrti že tudi bili narejeni in tako naprej, bi se moral izdvojiti, obnoviti Narodni muzej Slovenije, to je ta v središču, ne, tam skupaj pri parlamentu, ne, da bi dobil pravzaprav pravi blišč in pravo vsebino in omogočali pravo vsebino. In bi imeli potem to linijo, ki smo jo začeli od moderne Narodne galerije preko, bi človek rekel, torej tega Narodnega muzeja Slovenije, ne, do drame, ki bi tudi kot prioriteta ljubljanska drama vsekakor zaslužila, da se jo ali popolnoma obnovi. Sam bi bil za to, da bi dobili pravzaprav eno novo moderno dramo, ne. Staro pa naredili pravi biser, bi človek rekel, tam se da narediti, ne. Tudi nova drama, zdaj moderne, ne, stavbe ne stanejo toliko, kot mislimo, da stanejo, ne. Sam je treba biti pazljiv pri tistih, ki svoje kremplje znajo postaviti tako investicijo. Ampak dobro. To bi bil, torej tudi glede investicij, glede zakonodaje, da še rečem, torej to pa že izhaja iz tega, kar sem povedal, ne, pogledati bi bilo ZUJIK treba, ne, koliko ga je treba popraviti, spremeniti, če bi izločili samozaposlene iz tega, ali pa koliko je treba posodobiti, bi človek rekel,
ne bi pa bil za to, da se zdaj popolni, ali pa reforme, tiste, ki se pripravljajo, kolikor sem bil seznanjen, koliko sem tudi bral, ne ponujajo kaj več za enkrat kot neke nejasne slike, ne? Mi se vrtimo za rep. Zato je treba peljati naprej, ne, stvari, izdvojiti morda samozaposlene v pozitivnem smislu, pa kakšne popravke doseči. Potem zakon o RTV je treba pogledati isto, koliko je primerjalno pravzaprav še v skladu z ostalimi v Evropi, ne, razvitim svetom, ne, ker zdaj se pripravljajo neke spremembe, v katere ne verjamem, da grejo v dobri smeri, ne, kljub temu, da se besedno fajn sliši, ne. Torej, kaj se je civilna družba, ne, imenovala programski svet in tako naprej, lepo vas prosim, ne. Vprašanje, kdo to civilno družbo bolj, ne, tu gre vedno za politiko, ne, bodimo odkriti, ne, ampak politika mora zdaj biti toliko nadzorovana, da vzpostavi to ravnotežje, saj pri javnem zavodu, ne, pika. In ta zakon, ki je bil zdaj, ne, torej, ki velja še zdaj, ne, z nekimi mečkimi novelami, ne, dejansko je primerljiv, ne, primerljiv z evropskimi, konc. Torej, pogledati je treba, no, ne, pa, ne, ni pa to zdaj naš načrt, da bi ga bilo treba nujno sprejeti. Potem bi bilo treba posodobiti zakon o medijih, eventualno posodobiti, to se dela sprot v skladu z evropskimi direktivami, ne, to se je delalo tudi zdaj po letu 2006 ali kdaj smo ga sprejeli 2007 in se nekaj, ne, ampak v načelu še velja, ne, treba pogledati, ne, in pa spremeniti in posodobiti zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, tam predvsem določbe o dostopnosti arhivskega gradiva je treba seveda popraviti, ne, ki so bile v zadnjem letu, se mi zdi, neprimerno popravljene v navednicah, v smislu, da se omogoča, ne, če se želi, omogoča zaprtje arhivskega gradiva. Toliko z moje strani. Najlepša hvala.